Videoigre danes so to res veliko več kot samo zabava. So kultura, so gospodarstvo, so celi svetovi. Kaj pa, če bi te ogromne digitalne svetove dejansko zgradili v resničnosti? Predstavljamo si torej futuristično mesto, kjer se strast do iger in najnaprednejša tehnologija zlijeta v eno samo, dihjemajočo izkušnjo. Samo pomislite za trenutek, kaj če bi industrija, ki je na naših zaslonih sposobna ustvariti cele civilizacije, enega od teh svetov zgradila v resničnem svetu? To je vprašanje, ki nas postavi naravnost na rob, na mejo med tem, kar je in tem, kar bi lahko bilo. No, in ta koncept ima tudi ime, znanstveno-fantastični gamerski kampus, ampak pozor, to ni samo nek tematski park. Sprh ne, gre za vizijo pravega mesta, kjer se vse te stvari, igre, tehnologija, ljudje združijo v nekaj popolnoma novega. Dobesedno, fizična oblika digitalnega sveta. In morda se vse to zdi kot čista fantazija. Ampak poglejmo številke. Industrija iger bo kmalu do leta 2025 vredna $100 milijard. To je ogromno. In ravno zato ideja o nekem fizičnem svetišču za vse to ni več samo sanjarjenje, kaj ne? Denar, ekonomska moč, da se to zgradi, je, praktično že tukaj. V redu, pa se potopimo vanj. Kako bi takšen svet sploh izgledal? Začnimo z osnovami. Arhitektura, estetika in morda najzanimivejše, skrivnostnost. Kako bi takšen kraj sploh ostal skrit pred očmi sveta? Tukaj pa postane res zanimivo, kako skriti celo mesto. Spomnite se Wakande iz filma Črni panter. No, ideja je precej podobna. Kampus bi bil nekje na oddaljeni gorati lokaciji, to je enako. Ampak namesto nekih mističnih ščitov bi tukaj uporabili tehnologijo. Govorimo o res napredni kamuflaži in holografskih projekcijah, ki bi mesto dobesedno izbrisale s pogleda. In kako bi vse skupaj izgledalo? No, navdih je popolnoma očiten. Gre za film Tron zapuščina. Eden od oblikovalcev, Daniel Simon, je to estetiko odlično povzel. Gre za te elegantne, čiste linije in seveda žareče elemente. Vse skupaj naj bi ustvarilo občutek, da si znotraj neskončnega digitalnega prostora. In to ni samo nekakšen okras. Ne, ta estetika filma Tron je dobesedno DNK celotnega kampusa. Predstavljajte si to kot operacijski sistem mesta. Ta žareč, neonski videz bi se prepletal skozi čisto vse. Arhitekturo, infrastrukturo, pravzaprav vse, kar bi bilo mogoče videti. Poglejmo si nekaj konkretnih primerov, da si lažje predstavljamo. Govorimo o pametnih stavbah, katerih fasade spreminjajo barvo. O poteh, ki so osvetljene v značilnih modrih in oranžnih barvah in ponoči ustvarjajo pravo mrežo svetlobe. Vse strukture so simetrične, skoraj kot da bi gledali v veže računalnika. In ja, seveda, tudi prevoz. Ta bi bil navdišnjen z ikoničnimi vozili iz filma, kot sta Light Runner in Light Jet. Ok, zunanjost je fascinantna, ampak kaj se dogaja v notranjosti? Zdaj pa vstopimo v samo srce tega kampusa, v ultimativno igrišče, kraj, kjer se zabava prelevi v pravcato resničnost. Seveda, te ideje ne bi zrasle kar iz nič. Koncept bi združil najboljše iz obstoječih svetov. Vzemimo recimo interaktivnost, ki jo poznamo iz Super Nintendo Worlda. K temu dodajmo še odprte, ustvarjalne prostore, po katerih je znan Pixarjev sedež. In za piko na i še pametne poti, ki se prepletajo z naravo, nekaj v stilu Amazonovih sfer. Vse to skupaj na enem samem mestu. Glavna atrakcija pa bi bili tematski parki, razdeljeni po žanrih iger. To je noro. Samo predstavljate si, v RPG coni nad glavo letijo hologramski zmaji. V FPS areni potekajo prave bitke, no, z laserskim orožjem seveda. V koni vesoljskih simulacij pa se dejansko pilotirajo rakete skozi pokrajino. Poanta je, tukaj ne bi samo igrali igre, tukaj bi bili v igri. Ampak, veste kaj, ta kampus bi bil veliko več kot le zabaviščni park. Kaj je tisto, kar bi ga poganjalo naprej? Poglejmo za zavezo v laboratorije prihodnosti, v motor inovacij. Kako bi torej nastajale nove stvari? Proces je precej logičen in hkrati genijalen. Vse se začne z idejo, z domišljijo, podobno kot to počnejo pri Disneyju. Nato sledijo resne raziskave, premikanje mej v umetni inteligenci in robotiki, nekakšen MIT Media Lab na steroidih. Ko je ideja zrela, jo oblikovalci z virtualno resničnostjo oživijo in na koncu gradnja. Hitro prototipiranje z najnovejšimi 3D tiskalniki, ki ideje spremenijo v nekaj oprijemljivega. Ampak ključna beseda pri vsem tem je povezanost. Čisto vse bi bilo povezano.
Predstavljate si, da so vse stavbe, vsi sistemi del enega samega omrežja. In to omrežje upravlja kaj drugega kot osrednja umetna inteligenca. Ta bi skrbela za optimizacijo čisto vsega, od varnosti do komunikacije. Tako bi kampus postal pravo, resnično pametno mesto. Ok, zdaj pa za veliki finale, za piko na i. Do zdaj smo bili na tleh, ampak zdaj bomo pogledali navzgor, proti najbolj drznemu, najbolj ambicioznemu delu celotne vizije. Ker ta vizija se ne ustavi na zemlji. Vrhunec vsega bi bila palača v nebesih. Ja, to je orbitalna postaja, močno navdihnjena s filmom Elizi. Ampak, in to je ključno, to ne bi bil dom za neko elito. Sploh ne. To bi bila postaja za prebivalce in raziskovalce, ki bi nenehno izmenjevala podatke z laboratoriji na Zemlji. Povezava, morda superhitre rakete, morda celo teleportacija in gravitacija, simulirana z vrtenjem postaje. No, s tem se naš virtualni ogled počasi zaključuje. In čas je za tisto ključno vprašanje. Kaj vse to sploh pomeni? Kaj je sporočila za vsem tem? Sporočilo je v resnici precej globoko. Ne gre samo za igre, daleč od tega. Gre za združitev zabave, znanosti in skupnosti v nekaj enotnega. Je dobesedno fizična oblika naše kolektivne, digitalne domažilje. In morda, ampak res morda, je to celo nekakšen načrt za pametna mesta prihodnosti. Je raziskovanje tega, kako lahko tehnologija ustvari okolja, ki niso samo pametna, ampak tudi harmonična in resnično potopitvena. In tako pridemo do konca z enim samim vprašanjem, ki ostaja v zraku. Je vse to le lepa futuristična fantazija, ki bo zavedno ostala na papirju, ali pa morda že zdaj zremo v osnutek, v načrt za mesta naše prihodnosti? Morda je tista meja med sanjami in resničnostjo precej tanjša, kot si upamo misliti.